Sem Štuhec Alojz, se pravi kandidiram v volilnem okraju Ljutomer in volilnem okraju Gornja Radgona. Drugače sem oče 3 otrok, mož, po izobrazbi sem diplomirani inženir agronomije in hortikulture, sem kmetijski svetovalec, doma pa kmetujem tudi na okrog 50 hektarski kmetiji, ki ima že zelo dolgo tradicijo, že se pravi čez 300 let je tu na tej kmetiji priimek Štuhec, tisti, ki v bistvu gospodari. Sem tudi že 30 let aktivni gasilec, seveda v prostem času. Veliko se ukvarjam nasploh s kmetijstvom, sem tudi v svetu Kmetijsko-gozdarske zbornice, v svetu območne enote Kmetijsko-gozdarske zbornice, sem tudi občinski svetnik. Tako v prostem času pa sem najrajši v naravi, igram tudi kakšen nogomet pa košarko in pa včasih zaigram tudi kakšno dramsko predstavo z našim dramskim društvom. Se pravi, za kandidaturo sem se odločil predvsem zaradi tega, ker želim sooblikovati našo prihodnost. Predvsem bi mi bilo težko, če se danes ne bi odločil za to in bi potem čez čas, ko v bistvu naši otroci ne bodo imeli možnosti se pri nas zaposliti in se pravi si ustvariti dobrih pogojev za delo in pa življenje na podeželju. Zdaj, zavzemam se bom predvsem za program stranke, ki je, moram reči, zelo dober in izraža vse to, kar pravzaprav kar na podeželju potrebujemo. Mi smo Pomurje, predvsem pa tu Prlekija, smo obkroženi s 3 državami, ki pravzaprav niti ne skrivajo, da želijo vplivati na naše življenje. Ogromno mladih danes, pa tudi starejših, si mora kruh služiti v Avstriji. Z madžarske strani tudi vidimo, da so vedno neki vplivi, tudi z hrvaške strani imamo kar vedno težave, se pravi, mi smo obkroženi s tem, mi dejansko to zelo dobro občutimo in država bo v te kraje morala nekaj vložiti, da bodo tu ljudje lahko dostojno živeli, da bodo zadeve urejene in da v bistvu te vplive nekako izničimo. In to so glavni razlogi. Potem gospodarnost je tudi ena izmed zelo velikih prioritet našega programa, se pravi na vseh področjih gospodarno ravnati. Mi se srečujemo z prenormirano državo, se pravi zakonodajo, tudi birokracija je nenormalna, se pravi vse to že zelo zavira razvoj na vseh področjih in tu bomo mogli v prihodnje napraviti velike korake, da bomo imeli zakonodajo napisano preprosto, da se bo dalo se pravi gospodariti in da bodo bolj veljale te splošne norme, se pravi kjer gre za pošteno gospodarstvo, kjer gre za etiko in moralo, pravzaprav, v vseh zadevah. Srečujemo se seveda z mnogimi težavami, zelo smo zaradi teh sprememb prostorskih planov in vsega tega, imamo kar velike težave, da ne moremo ustvariti niti teh industrijskih con, kot bi jih želeli in tako naprej. In pa lokalno, tudi seveda mi živimo v lokalnem okolju in to, kar stranka zagovarja, to je prava pot, se pravi denarja, se pravi danes govorimo o niti 10% denarja, ki lahko z njim razpolagajo občine, se pravi lokalne skupnosti, ono vse o ostalem denarju vsem odloča država in to je seveda precej denarja skoncentriranega v ozki krog teh ljudi, ki v tem denarju odloča, zato pa tudi imamo probleme s tem, da nam pač ta korupcija v Sloveniji ni tuja, se pravi. To je ta zadeva, se pravi, potrebno je razdeliti
denar tudi na nižje nivoje, se pravi lokalnega in tudi regionalnega na neki način, da se bo potem tam odločalo, kajti vidimo danes, da občine s tem denarjem, s tem malim denarjem, ki ga dobijo, izredno dobro gospodarijo, predvsem te manjše občine so zelo dobri gospodari, zato tudi mislim, da če bi dobili več denarja, bi iz tega denarja tudi več napravili. Se pravi, odločil pa sem se tudi za to, ker v Slovenski ljudski stranki in pa predvsem zdaj, ko jo vodi predsednik Marko, vidim, da tudi stranka zelo dobro gospodari, tudi sedaj v tej volilni kampanji zadeve tečejo kot švicarska ura, se pravi zadeve, kaj se dogovorimo, to drži, tudi stranka je finančno, se pravi v dobri kondiciji, tudi stranka ima ze strani Računskega sodišča pozitivno mnenje, kar imajo redke, in zelo sem vesel, da lahko seveda nastopam kot kandidat v taki stranki, kjer so zadeve urejene in kjer zadeve res potekajo v najlepšem redu. Hvala lepa.